Milan, prejšnjo smo govorili o terapiji, torej kdaj jo rabimo, kako vemo, da jo potrebujemo, pa sva temu dorekla. Zdaj pa pravzaprav mene zanima, malo sem si pogledala tvojo knjigo, pa kako vemo, kdaj nastopi kriza? Ja, v bistvu ne vemo, ne? Ker če vemo, da ko rečemo, da smo v krizi, smo že globoko. Ampak znaki krize so pa takrat, ko nas začne motiti okolica. Ko sami sebe ujamemo v tem, da nas nekaj moti, komunikacija, ljudje okoli sebe, kako je stvar postavljena, so pa v bistvu že to prvi znaki krize. To pomeni, da v bistvu nismo mi več v ravnovesju. Ker kriza v osnovi pomeni porušitev sistema. Porušitev sistema pomeni ne več biti v ravnovesju, ne, in da smo ljudje lahko v ravnovesju, moramo pa v bistvu celostno za sebe poskrbeti, se pravi najprej za telo, govorim o telesnih aktivnostih pa hrani, potem o intelektu, da je intelekt, ima še kaj drugega, ne samo to, s čim se skozi cel dan ukvarja, potem so naša čustva, kar v osnovi pomeni zabava, in ta naša duša, se pravi mir v sebi. Ne. In ko vse te komponente v roku 14 dni enakomerno razporedimo, da so vse zadovoljene, potem govorimo, da smo v ravnovesju in potem nismo v krizi. Ko pa nekaj to porušeno, potem to. Zdaj, največkrat je bilo zastavljeno vprašanje iz strani naših gledalcev, kako pravzaprav, enkrat ko rečemo, da smo v krizi, ne? Da si to že priznavamo, se pravi, da vemo, kaj je tisto predvsem tem, da nam da nek trigger od zunaj, da rečemo, ok, mogoče bi lahko to že zaustavila prej, pa ne bi prišlo do te ključne točke, do krize, oziroma sva rekla, neki zunanji dejavniki so, torej mi jih lahko opazimo, če smo malo skladni sami s sabo. Kaj pa, ko nismo in tega ne zaznavamo, a je tle sploh kakšen prostor za delovanje? Ne. Potem pa moramo enostavno dobiti po glavi. Se pravi, mora biti zunanji trigger, da nam nekdo reče, ok. Če sami nismo sposobni tega videti, ne, pa tudi, ko nam drugi v bistvu govorijo, ne, čeprav hočejo dobro namerno, pa tega ne slišimo, potem mora priti nekaj zelo močnega. Prav mora priti nekaj, kar te udar po glavi in pol rečeš. To je lahko fizična nesreča, finančna kriza, razpad zakona, karkoli. Pravi tudi lahko ogromno nekih različnih zunanjih dejavnikov, da nam že sporoča. Mi vse, kar rabimo, če jaz zdaj prav razumem, pa da bodo razumeli tudi naši gledalci, poslušalci, so zunanji triggerji, jasno nam sporoča okolica, naša naloga je, da smo tukaj zdaj in da to poslušamo, da v bistvu slišimo sebe, da slišimo in vidimo druge. Tako. Jaz mogoče na svet gledalcem, vsem, ki pravzaprav hočete videti, v kakšnem stanju ste zdaj, vedno, ko zapuščate nek prostor, preden zaprete vrata, poglejte, v kakšnem stanju je ta prostor. Če vam je ok, potem pomeni, da ste tudi vi ok. Če pa so stvari razmetane, nepospravljene, potem pa pomeni, da tudi ste vi v sebi zelo energetsko ali pa psihološko na nek način razdvojeni na večjih koncov. V bistvu nismo v nekem ravnovesju, smo malo iz ravnovesja vrženi. Tako. Se pravi, če pogledamo po prostoru, ko ga zapuščamo, naj si bodi, se pravi, kjerkoli, je to služba, je to dom? Tako, tam, kjer smo mi preživeli vsaj več kot 3 ure. Se pravi, da smo že del svojih nekih aktivnosti tam pustili. In pomeni, da smo del svoje notranjosti prenesli navzven. Se pravi, spet greva vedno več ali manj v nek odnos sami s sabo. Vprašali ste, dobili ste odgovor, poslušajte se in krize ne bo.